Kakšno je stanje, kako je s tistimi, ki so bili že odprej tukaj, kako je z novim, ki je prišel, so vsi na voljo? Ja, prvi trening v popolni zasedbi, tisti igralci, ki so poklicani. Jasno je, da imamo nekaj problemov z poškodbami. Trening danes in jutri bosta že dala odgovor na to, kdo bo sposoben igrati v Kopenhagnu, kdo ne. Jasno je, da nekateri z manjšimi minutažami navajajo na razmišljanje dveh tekem v 3 dneh. Tudi v tej smeri bomo razmišljali, ampak predvsem jaz sem zelo vesel, da so se fantje zbrali včeraj, preživeli večer skupaj, tudi Jan in Miha Zajc sta bila že zraven in nič, začne se tisti del, najljubši del, to je trening, privilegij, priprave na tekme polne izziva in razprodanega stadiona. Parken je eden izmed kultnih evropskih stadionov in poskušali bomo seveda, in naša želja je, da naredimo čim več, da damo v tistem danem momentu pokažemo tisto, kar zmoremo. In Danska je tista, ki je v fokusu teh treningov, ki nas čakajo. Vaš danski kolega je naredil kar velik cirkus vsega tega, kar ga je doletelo z vsemi smolami. Koliko vi ne dovolite, da se to dotakne vašega tabora? Ja, zdaj, če nekdo razmišlja, da je Slovenija samo Šeško pa Oblak, sem zelo vesel, ker ta pa res nima prav. Ta pa res totalno mimo brca. Tako da tudi obrnemo, Danska ni samo Højlund, Danska ni samo Eriksen, Danska je reprezentanca, ki namesto njih pokliče igralce iz Napolija, iz Trabzonspora, ki daje možnost nekomu, ki se prebija iz eminentnih evropskih klubov in sigurno ta energija Parkena iz njihovih vrst bo pravi izpit za nas, tako da jaz sem siguren, da bomo začeli 11:11, kako se bo potem dalje razvijalo, bomo videli. Vloga je zelo velika, predvsem pa je treba v tem momentu uživati v tistem, da izprovociraš sam sebe, da daš vse, kar si sposoben v danem momentu, pa še malo preko, potem pa je lahko Slovenija nevarna tudi v Kopenhagnu.